Človek prespi skorajda tretjino življenja in številne raziskave v sodobni medicini so nedvoumno pokazale, kako pomemben je kakovosten spanec tako za dobro počutje, kot tudi za zdravje človeka. Je pa res, da so se v zadnjem letu v kontekstu epidemije pokazatelji, parametri in tudi posledice razmer, v katerih živimo, močno spremenile. Danes govorimo o pojavu koronasomnije. Zanima me, kaj so pokazale zadnje, najnovejše raziskave. Ne samo, kaj se dogaja z življenjem ljudi, ampak tudi z njihovim spancem. Ja, v lanskem letu se je zaradi globalne epidemije, zdravstvene krize, gospodarske krize po celem svetu spanje močno poslabšalo. Na Kitajskem so bile študije že zelo kmalu objavljene, v Evropi poznamo študije iz konca leta 2020 in recimo v Italiji je kronična nespečnost narasla kar na 40% splošne populacije, kar je izredno visoko. Nikoli nismo zaznavali tako visokih številk. Po drugi strani pa poznamo nespečnost kot stranski učinek, kot posledico okužbe z covidom. Ravno tako poznamo študije iz prvega vala epidemije, ki kažejo, da je nespečnost v več kot 20% lahko v zelo hudi obliki prisotna pri okužbi, pri akutni okužbi z covidom. In v letošnjem letu, v januarju 2021, je že šla študija v Lancet, ugledni reviji, ki pa kaže, da je kronična nespečnost prisotna še po 6 mesecih po okužbi v visokem odstotku. Drugi najpogostejši simptom, ki se ohranja po okužbi z covidom. Tako da je v bistvu problem, se pravi, po eni strani zboli zdrava populacija zaradi nespečnosti, ker strahu pred prihodnostjo, anksioznostjo ob uspavanju, šolanju od doma, delu od doma, kompenzaciji vseh dela doma in poslovnih stvari. Po drugi strani je pa problem, ker so seveda bolniki, ki so bili okuženi s covidom. Nažalost je problem še večji. Smo v tem začaranem krogu, ker bolniki, ki imajo kronično nespečnost, slabše odreagirajo na infekt. Njihov imunski odgovor je slabši. Se pravi, osebe, ki bodo imele nespečnost, če bodo zbolele za covidom, imajo večjo verjetnost, da zbolijo in da imajo hujšo obliko. To poznamo iz študij že iz preteklosti, kjer so ugotavljali, da ljudje, odrasli, ki spijo manj kot 7 ur, celo do 30% imajo večjo verjetnost, da zbolijo za isto okužbo kot nekdo, ki bo spal dobro. In zadeva še ni končana, stvari se še nadaljujejo, ker vemo, da če spimo premalo, bomo tudi slabo odreagirali na cepivo. Se pravi, če smo kronično neprespani, imamo slabo kvaliteto spanja, pogosto prebujanje, kratko spanje ponoči, bo naš imunski odgovor manj odreagiral na cepivo, nas bo manj zaščitil dolgoročno pred okužbami. Tako da nažalost smo se znašli v nekem začaranem krogu in ravno zato je letošnji slogan Svetovnega dneva spanja, Svetovna zveza za spanje razglasila urejeno spanje za zdravo prihodnost. Urejeno spanje zato, ker vemo, da v času covida smo se popolnoma porušili ritem budnosti in spanja, več smo na elektronskih napravah, cel dan smo v bistvu na računalnikih, telefonih, manj smo na sončni svetlobi, in zaradi tega se bojimo, kako se bomo zdaj, upamo, vrnili nazaj v normalno življenje. Problemi imajo otroci, ki se vračajo v šole, dijaki, študentje, vemo, da bo velik problem, in seveda tudi odrasli, ko se morajo vrniti nazaj v 8-urni delavnik. In kakšen je po strokovni plati vaš nasvet, kako ukrepati, kako si pomagati, da vendarle čim bolj celovito ohranjamo zdravje, tako podnevi s čim bolj zdravim načinom življenja, kot seveda tudi po noči, ko si prizadevamo, da se naš organizem čim bolj celovito regenerira?
Ja, tako kot smo recimo predhodno našim mladostnikom govorili, ne biti na raznih družbenih medijih, na elektronskih napravah, smo jih v lanskem letu spodbujali, ker to je bil v bistvu edini socialni stik, ki so ga lahko imeli s svojimi vrstniki. Se sedaj zopet vračamo, tako kot je bilo včasih, pustimo elektronske naprave zvečer, ne biti prisotni ves čas, ugašajmo zvečer, imejmo nek reden ritem budnosti in spanja vse dni v tednu, ne samo recimo takrat, ko imamo obveznosti zjutraj, se pravi, hodimo spat ob isti uri, izogibajmo se modri svetlobi, telefon, pametna tablica, zjutraj se zbujamo, dajmo vstati, tudi če delamo od doma, imejmo neko redno prehrano, imejmo neko fizično aktivnost tudi podnevi, se pravi, ne spati podnevi, ne delati iz postelje, da res se čim bolj utirimo, gre za te cirkadiane ritme, ki smo si jih močno porušili. In recimo študija, ki jo je delala lansko leto, ki je bila narejena preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pokazala, da manj kot 40%, 37-30% glede na moške in ženske, samo je v lanskem letu, v letu 2020, zadostilo tem kriterijem več kot 7 ur spanja. Se pravi, da smo Slovenci v lanskem letu postali kronično neprespani. Ko so gledali, ko je bila študija delana pri mladostnikih, ki rabijo 9 ur spanja, jih je bilo manj kot 25%. Se pravi, porušili smo si, skrajšali smo si spanje, hkrati pa smo si spet porušili ta ritem podnevi, aktivni, svetloba, fizična aktivnost in spanje po noči v posteli. Nekateri naši mladostniki so praktično cel dan preživeli v posteli in velik problem bo sedaj. Delali smo tudi študijo na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo in Univerzi v Mariboru, oddelek za psihologijo, in smo videli, da naši študentje, ni bila samo Univerza v Mariboru, tudi po drugih regijah je bilo narejeno, so spali manj in popolnoma so se iztirili. Tako kot bi se recimo zopet vrnili nazaj v jame, kot so včasih delali te poskuse. In to se bojimo, zato ker vemo, da dolgoročno ima to posledice ne samo na spanje, posledice na naše mentalno zdravje, poveča se nam anksioznost, lahko vodi v depresivno razpoloženje, vodi v težave podnevi, kot so povečana iritabilnost, glavoboli, gastrointestinalne težave, povečana zaspanost podnevi, bojimo se nesreč na delovnem mestu za tekočim trakom, recimo bojimo se nesreč v prometu, ki nastanejo zaradi slabše pozornosti, zaradi zaspanosti, in predvsem želimo si dobro funkcionirati, želimo si imeti dobre kognitivne funkcije, se pravi, mi si moramo zapomniti, moramo se skoncentrirati, moramo dobro delovati v timu in tega, če ne spimo, ni. Mi smo v Sloveniji preko Zdravniške zbornice v prvem mesecu epidemije naredili vseslovensko študijo med slovenskimi zdravniki. Dobili smo lep odgovor, več kot 10% slovenskih zdravnikov, tako primarni, sekundarni, terciarni nivo nam je odgovorilo na to, kako so se počutili, kako so spali v tem prvem mesecu epidemije, ko smo imeli velike strahove, nismo poznali virusa, strah nas je bilo, ali imamo dovolj varovalne opreme ali ne, strah nas je bilo za svojce. In ugotovili smo, da so zdravniki večinoma spali manj kot 6 ur, kar je zastrašujoče. Hkrati so tisti, ki so spali malo, slabo funkcionirali na delu, imeli so večjo možnost napak v timu, večjo možnost posledic tudi na bolnika in seveda najhujše je bilo pri tistih, ki so delali na COVID vstopnih točkah. Zakaj? Bili so ločeni od svojcev, bali so se za bolezen doma, delali so po 12 ur, veliko nadur, ne. Tako da mi smo potem to objavili tudi preko Zdravniške zbornice, hkrati smo objavili v mednarodni literaturi Frontiers Psychology in upamo, da se bo ves ta sistem nekako spremenil. Rabimo več osebja, rabimo več zdravnikov, več zdravstvenih delavcev, ker kjerkoli delamo, potrebujemo počitek, potrebujemo spanje, potrebujemo čas za regeneracijo. Ne samo našo telesno, ampak tudi mentalno. In zato je res eno tako leto refleksije, ko se moramo vprašati, kaj lahko naredimo. In trenutno je stvar v tem, da po celem svetu želimo ozaveščati,
Če imamo težave, dajmo poročati o tem, poročati osebnemu zdravniku, poročati naprej, če je potreben naprej obisk pri zdravniku, specialistu za motnje spanja, da se tega čim prej lotimo, da ugotovimo, ali je to posledica covida, je to posledica nečesa drugega, ne? Da rešujemo težave ali z kognitivno-vedenjsko terapijo ali, če je zelo hudo, tudi z farmakološko terapijo. Zakaj? Čim prej, da se ne razvije ta začaran krog nespečnosti, slabega delovanja podnevi, ker vemo, da iz tistega se zelo težko v bistvu potem vrniti nazaj v ustaljene tire. Epidemija je prenekatere probleme, ki smo jih prej poznali in nanje opozarjali, v resnici razgalila do obisti. Konkreten primer je zdravstvo, torej kadrovska zdesetkanost tako medicinskih sester kot zdravnikov in ostalega osebja. Po drugi strani pa bodo tudi posledice nasploh v družbi enormne. Verjetno lahko zdaj že kar z veliko gotovostjo rečejo, da bo nekako prej ko slej prišlo do izrazito spremenjene patologije. Ja, povsod po svetu imajo enake težave, povsod po svetu so se podaljšale čakalne vrste zaradi večje obravnave bolnikov z covidom, zaradi povečane razdelitve kadra seveda na te oddelke. V Sloveniji smo mnoga leta, desetletja opozarjali na to, da je zdravstvenih delavcev premalo, da delajo, recimo pri nas se dela po dežurstvu še naprej v izmeni, ali v naslednji dan se ne gre domov, ker večino javnih zavodov nima toliko ljudi, da bi lahko potem prišel na delo nekdo drug. In ko pa se pokaže, ko pa pridemo v stanje epidemije, pa tega ni več, nimamo nobene rezerve, poleg tega zbolevajo. Pri nas recimo je zbolelo ogromno medicinskega kadra, drugi so šli v karanteno in stvari so se res močno poslabšale. Trudimo se, da bi sedaj seveda čim bolj zagnali zopet star program, ampak recimo, če govorim samo za motnje spanja, po celem svetu, v Ameriki so se ustavili vsi laboratoriji, tudi zaradi tega, ker ponoči mi snemamo bolnike tudi z motnjami dihanja v spanju, z dihalnimi aparati in tam je bilo še večja možnost širjenja okužbe, se pravi aerosolne, in smo se bali, povsod so se bali, da bi s tem še povečali možnost za viruse, za širjenje virusa, tako da je velik problem in kar se bojimo je, da bi ljudje predolgo čakali, Zato jih nekako pozivamo, jaz kot nevrolog, kliničen nevrofiziolog in evropski specialist za medicino spanja, seveda predvsem moje bolnike, dajte o tem poročati, dajmo to čim prej rešiti, ker res ne želimo si dolgoročnih posledic, kot so seveda posledice kronični glavoboli, slabo počutje, kot so rekli, dnevna zaspanost in lahko seveda tudi vpliv na kardiovaskularni sistem, česar se seveda nevrologi bojimo.